Danes v Pomurskem dnevniku predaja vozila Marinu Keglu. Številne poškodbe zaradi poledice. Svetniki proti preimenovanju izvozov. Nagrajenci ob kulturnem prazniku. Vreme jutri oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Pomurec Marino Kegel, eden najboljših gluhih tenisačev na svetu, je včeraj prevzel sponzorsko vozilo Hyundai Ioniq. V soboškem BTC-ju je včeraj potekala predaja sponzorskega vozila gluhemu pomurskemu teniškemu igralcu Marinu Keglu. Avtomobil Hyundai Ioniq je Marinu predala avtohiša Meško. Ja, to je že dolgoletno sodelovanje z Marinom Keglom. To je se pravi dvakratno obnovitev pogodbe. Obenem smo pa izkoristili to priložnost, ker je prišel na trg popolnoma nov model, ki je tudi ekološko osveščen in tako naprej, in smo z Marinom videli neko nadaljno sodelovanje. Da je predaja potekala v soboškem BTC-ju ni naključje, saj je BTC že dolgoletni sponzor Marina Kegla in ga podpira na njegovi športni poti. Marino je novega avtomobila zelo vesel. Sem zelo ponosen, da je moj sponsor tudi Hyundai in avtohiša Meško. Trenutno je 9. na svetovni jakostni lestvici gluhih in naglušnih igralcev. V prihodnje ga čaka kar nekaj velikih tekmovanj. Grem na Olimpijske igre gluhih v Samsun, Tusijo. Marina je na včerajšnji predaji spremljal tudi oče Darko Kegel, ki pravi, da je njegov sin vedno bolj konkurenčen slušečim igralcem tenisa. Pravzaprav rekel tako, nekjer je volja, je pot. In mi smo to pot našli in cilji hodijo z nami in bomo pač videli, kako daleč me bodo pripeljale te sanje. Sicer pa je Marino dobil nov, edinstven model Hyundai Ioniq. Se pravi, to pomeni, da ponuje v tej enaki karoserijski različici 3 alternative pogone. To je hibrid, plug-in hibrid ter popolnoma električno vozilo. Vozilo je prišlo pravkar danes na slovenske ceste, na naše tržišče, tako da ga predstavljamo tudi uradno danes v BTC. Marino je dobil verzijo hibrid. Pomeni, da je električnemu motorju pomaga benzinski motor oziroma obratno. In ta model je tudi prišel prvi na naše slovensko tržišče, z zamikom prihajata še se pravi popolnoma električna izvedba ter v drugi polovici leta plug-in. Komu pa v avtohiši Meško priporočajo takšen avtomobil? Avto priporoča tisti, ki se mogoče obnašamo že bolj ekološko, smo ekološko osveščeni. Treba je tudi poudariti, da sama država spodbuja z različnimi subvencijami nakup takega avta, predvsem pa tisti, ki imajo užitek v sami vožnji, ker avto res daje neke performanse, dinamiko na cesti, in zato bi tudi mogoče vse vaše gledalce povabil, da tak avto preizkusijo v naši avtohiši Meško. Električni avtomobili morajo zagotavljati vse dinamične vozne lastnosti, ki omogočajo užitek in udobje v vožnji. Hyundai je navedeni filozofiji sledil in vse našteto združil v en avtomobil, in sicer Hyundai Ioniq, ki je odslej na voljo tudi v avtohiši Meško. Zaradi nizkih temperatur in padavin nas je danes zjutraj na cestah in pločnikih pričakala poledica. Neočiščeni in spolzki pločniki so pri nekaterih sprožili veliko negodovanja. Vidite, tam pri nas nema, tam tiste durišče, te vidi, glazura. Ejte, tu so posipali, kad znajo ga dosta ljudi od durišče, pa nejte, pa lej čudo, ko puno bolnica ljudi. Kljub opozorilom o previdni vožnji s primerno varnostno razdaljo ter prilagojeno hitrostjo vožnje razmeram na cesti ter previdnost pri hoji po zaledenelih pločnikih je bilo še vedno veliko takih, ki so se poškodovali pri hoji po ledu. V soboški bolnišnici so beležili povečano število bolnikov. Že same številke so dokaj zgovorne. Dejansko smo v slabih 4 urah današnjega dopoldneva oskrbeli 31 pacientov na kirurški urgenci, od tega celo 12 hospitalizacij. Če povem, da je nekje v povprečju v dopoldenskem času med 30 pa 40 bolnikov pregledanih in kakih 2-3 hospitalizacije, številke že sami povedo, da delamo znatno več kot pa sicer. Prihajajo v glavnem pacijenti vseh starostnih skupin, predvsem tisti najbolj aktivni, ki so se odpravili v tem spolzkem vremenu na prosto in posledice padcev so kar zlomi
tudi zahtevnejši, celo kolk je bil med njimi, glavnem pa gležnji in zapestje. Minuli petek je v veljavo stopil še en zakon, ki je precej buril duhove, in sicer zakon o lekarniški dejavnosti. Ministrica Milojka Kolar-Celarc trdi, da je napisan za ljudi. Z njim bi naj namreč povečali varnost bolnikov in zmanjšali nezaželene učinke zdravil. Bolnike bo namreč nedopustno spodbujati k prekomernemu nakupu ali porabi zdravil. Po novem lekarnarjem tako ne sme biti primarni cilj dobiček, ampak zdravje. Prva stvar je, zakon predpisuje mrežo lekarniške dejavnosti. Druga popolna novost, ki je brezšivna skrb, ki jo zakon predpisuje. Tretja stvar, ki jo zakon predvideva oziroma predpisuje, je farmacevtska obravnava. Zadnja stvar, ki bi jo izpostavil še posebej, so pa licence za farmacevte. Jaz upam pa verjamem v to, da bo še boljša oskrba, kajti sedaj, tako kot sem rekel, že ta brezšivna skrb, pa farmacevtska obravnava, to je direktno samo za bolnika. Te stvari, ki smo že zdaj delno počeli, se zdaj samo uzakonjajo. Zaradi domnevno ugodnejšega obveščanja javnosti o zastojih in morebitnih obvozih so na Darsu predlagali poimenovanje izvozov Gančane in Lepovci po večjih krajih, a naleteli na odločno nasprotovanje beltinskih občinskih svetnikov. Dars bi avtocestni izvoz 8, ki je danes poimenovan Lipovci, preimenoval v izvoz Murska Sobota vzhod. Avtocestni izvoz 9, ki je danes poimenovan Gančani, pa v izvoz Moravske Toplice. Preimenovanja bi tudi bil deležen izvoz številka 7, izvoz Murska Sobota, preimenovan bi bil v izvoz Murska Sobota zahod. Spremembo želijo dati večji poudarek mestnemu središču Murska Sobota ter naravnemu zdravilišču Moravske Toplice. Obenem pa opozarjajo, da sta se poimenovanji priključkov po majhnih krajih v času planiranja in izgradnje avtoceste izkazali za neugodni. V občini Beltinci so medtem mnenja, da je trenutno poimenovanje izvozov oziroma priključkov Gančani in Lipovci v skladu z uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Beltinci-Lendava, prav tako tudi poimenovanje priključka Lipovci za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja, odsek Vučja vas-Beltinci. Na beltinški občini še dodajajo, da sta obstoječi imeni povsem ustrezni, saj se izvoza nahajata v obeh katastrskih občinah, vozniki pa tudi pripeljajo v obe omenjeni naselji. Obenem naj bi se ljudje na poimenovanji že navadili, saj sta v veljavi že vse od leta 2008, torej dobrih 8 let. Spremembi pa sicer nasprotujeta tudi oba sveta krajevnih skupnosti. Mestni svet mestne občine Murska Sobota je na decembrski seji sprejel sklep, da ob letošnjem kulturnem prazniku plaketo za pomembne dosežke na področju kulture mestne občine Murska Sobota prejme Gregor Purgaj. Gregor Purgaj, ki je odraščal ob stripih in ilustracijah, je eden najvidnejših mlajših ustvarjalcev alternativne umetnosti v Murski Soboti. V Murski Soboti je širšemu občinstvu poznan predvsem po poslikavi bibliobusa in poslikavi transformatorja ob knjižnici. V njegovih delih se čuti vpliv slikovne umetnosti, dizajna, plakata, fotografije in grafitov iz ulice. Vse to vpliva na estetiko njegovega dela. Priznanje mestne občine Murska Sobota za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti prejme upokojensko pevsko društvo Püngrad iz Kroga. Priznanje mestne občine Murska Sobota za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti pa prejme Edvard Jakšič. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da so v Pomurju zabeležili največji pogin prostoživečih ptic v Sloveniji. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo oblačno na Primorskem, Notranjskem bo megleno, na vzhodu pa popoldne deloma jasno. Zapihal bo tudi jugozahodnik. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma oblačen dan s padavinami in temperaturami okrog ledišča. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 3 stopinje pod ničlo, v Radencih in Murski Soboti stopinjo pod lediščem, v Lendavi pa stopinjo nad lediščem. Jutri bo oblačno, na Primorskem, Notranjskem megleno, na vzhodu pa popoldne deloma jasno. Zapihal bo jugozahodnik. V zahodni in deloma južni Sloveniji bodo občasno manjše padavine, ki se bodo popoldne ali zvečer okrepile in se prehodno lahko občasno pojavljale tudi proti osrednji Sloveniji. Drugod bo večinoma suho. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 2 stopinj pod ničlo. Dnevne pa se bodo povzpele do 10 stopinj Celzija. Tudi v petek bo večinoma oblačno. Padavine v vzhodnih in južnih krajih bodo zvečer oslabele in marsikje tudi ponehale. Na severovzhodu se bo oblačnost lahko prehodno trgala. Še bo pihal jugozahodnik. V soboto bo v zahodni polovici države še nekaj padavin, drugod pa bo suho. Veter bo nekoliko oslabel, na vzhodu bo občasno tudi sončno. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 2 in 6 stopinjami, dnevne pa se bodo povzpele tudi do 12 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili danes. Več informacij najdete na www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.